Pozdravljeni! Čeprav je zasebno testiranje nekako izginilo iz sveta Formule 1, smo bili v sezoni 2020 deležni kar nekaj takih izrednih dogodkov. Seveda, tista testiranja niso bila namenjena primarnemu namenu, to se pravi razvijanju novih komponent, temveč so bila bolj namenjena temu, da so vozniki prišli v formo. In poglejmo si skupaj, kaj lahko mi, navdušenci, razumemo iz takih testiranj. V komentarju novic Formule 1 sem omenil, da Schumacher, Schwarzman in Elliott bodo letos nastopili na enem prostem treningu za veliko nagrado. A Ferrari Driver Academy jim je dal še eno možnost več, da se bodo bolj približali svetu Formule 1. Namreč v Fioranu so organizirali testiranje za njih. Seveda z dvema sezonoma starim bolidom SF71H, kot veleva pravilnik. In tudi Pirelli je pripeljal tiste pnevmatike, katere so namenjene takim dogodkom, pnevmatike, katere niso primerljive s tistimi, ki jih bodo imeli na razpolago na tem prostem treningu. Seveda, treba je poudariti, proga v Fioranu ni primerljiva z nobeno aktualno progo v svetu Formule 1 in podatke, če bo kdo prišel do njih, ne smemo jemati kot nekaj relevantnega. Zato je nekako jasno, da na tem testiranju so samo dali možnost, da bodo tej mladeniči dobili določene izkušnje. In te izkušnje so potrebne, kajti bolid Formule 2 je čisto nekaj drugega kot bolid Formule 1. Najprej že prej omenjene pnevmatike v Formuli 1 se rabijo še zmeraj 13-palčna platišča, medtem ko v Formuli 2 imajo že 18-palčna platišča. Zavore so čisto nekaj drugega. Tudi pogonski sklop je bistveno močnejši in bolj kompleksen od tistega, ki ga imajo v Formuli 2. In če samo pogledamo, koliko stikal je na volanu, nam je takoj jasno, da stvar ni tako samo po sebi umevna, da se nekdo samo usede in odpelje. Pač nima vsakdo tistih izkušenj, ki jih ima na primer Nico Hülkenberg, kateri je bil sposoben vskočiti v zadnjem trenutku, kot smo videli na veliki nagradi Velike Britanije, in narediti spodobno predstavo vsaj na kvalifikacijah. In morda si bo kdo mislil, da samo tej mladeniči rabijo testiranje, da se približajo bolidu Formule 1. Ampak tudi veteran kot Fernando Alonso si želi testiranja z Renaultom. Seveda pripravljajo mu prav poseben program, kateri naj bi trajal nekje od 2 do 4 dni. In govorimo, da gre za realno testiranje, ne samo za tisto uporabo simulatorja. Simulator je seveda dobrodošel, a verjetno ne more nadomestiti tiste prave izkušnje. In Fernando Alonso ima še dokaj v navednicah sveže izkušnje z svetom Formule 1. Njegova zadnja polna sezona je bila v 2018 letu in 2019 je imel testiranje z McLarenom. Torej, ni tak novinec, a vseeno tudi on potrebuje stik z aktualnim bolidom Formule 1. Torej, če na eni strani pogledamo, da se je Formula 1 spremenila, tako da to testiranje, ki je danes na voljo, še zdaleč ni namenjeno nekemu preizkušanju novih delov, se je svet Formule 1 tudi tako spremenil, da sam voznik rabi izkušnje, rabi tisti direkten stik s progo, da čuti, na primer, kje je tista prava točka zaviranja. Nekaj, kar v preteklosti je bilo verjetno bistveno lažje, kajti točka zaviranja je bila pomaknjena bistveno bolj nazaj, pred ovinek, ne tako ekstremno, kot je danes, tudi pospeški so bili drugačni in fizična pripravljenost samega voznika verjetno na bistveno nižjem nivoju, kot je današnja.
Torej, tudi tisto, kar smo videli v Mugellu, ko sta Leclerc in Vettel testirala, prav tako SF71H je služilo bolj temu, da nekako izbrišeta tisto lenobnost, ki sta jo nabrala v mesecih karantene, ko ni bilo dirk na koledarju Formule 1. In verjetno le redki so sposobni tistega, kar smo videli pri Hülkenbergu, kar nekako dvigne njegovo ceno v očeh vseh nas navdušencev. Seveda, tiste rezultate, ki vidimo na teh testiranjih, ne smemo jemati kot neke menike. Če nekdo napravi najhitrejši čas, še zdaleč ne pomeni, da je dober. Lahko je napravil en hiter krog in druge vse porazne. Meni osebno so bolj zanimivi tisti vozniki, ki so sposobni nanizati kar nekaj natanko enakih krogov in ki kažejo nek napredek. Seveda, inženirji imajo tudi radi, da jim vozniki čim bolje razložijo tiste občutke, ki jih imajo v bolidu in izrazijo, kaj hočejo doseči. Verjetno nekaj, kar v današnjem svetu Formule 1 ni tako samo po sebi umevno, če gledamo, kakšna je komunikacija po radijski zvezi med voznikom in samimi boksi. Zato je zanimivo spremljati tudi taka testiranja, da se vidi, na kakšni stopnji razvoja je določen voznik in kak je njegov potencial. Kajti nekdo, ki postavi najhitrejši čas, je lahko dober v tem določenem trenutku, a ne kaže nobenega potencialnega razvoja za prihodnost. In tudi to je ena izmed tematik, na katero moramo biti mi, navdušenci, še kako pozorni. Toliko o tem malce medlem pojmu, kaj pomeni danes testiranje v Formuli 1 in katero je marsikdaj prezrto in zlorabljeno strani raznih medijev. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.